Za vseh 13 pravic, ki jih lahko uveljavljajo državljani, je način izračunavanja enak. Tako je vanj zajeto vse premoženje, tudi prihranki, in se upošteva kot pri denarnih socialnih pomočeh. Nezavidljivo stanje v državi na področju sociale je razvidno že iz števila prosilcev pomoči. Že to, da smo imeli 5600 vlog za denarno socialne pomoči, do zdaj pa okrog 800 vlog za izredno denarno pomoč, kaže na to, da tudi pri nas so te potrebe za neko državno pomočjo, da se lažje preživi iz meseca v mesec potrebne. Ne? Leta 2010, na primer, je bilo teh vlog približno 3300. Z novo zakonodajo se je poslabšal tudi socialni položaj marsikaterega upokojenca. Precej se jih je namreč odreklo varstvenemu dodatku. Posledice tega občutijo tudi v nekaterih domovih za starejše. V novomeškem sicer zaenkrat ne beležijo izstopov iz doma zaradi težav s plačevanjem. Res pa je, da beležimo manjše število prošenj, da se ljudje težje odločajo, takrat, ko je postelja že na voljo, še si vzamejo določen čas za premislek in potem v bistvu, če se le da, še imajo svojce doma do zadnjega trenutka, ko je res potrebno, takrat pridejo ljudje v dom. Kot opozarjajo v Centru za socialno delo, je varstveni dodatek odslej socialna kategorija in ne več pravica iz pokojninskega zavarovanja. Zato je pomemben datum izdaje odločbe. Ker to ni več pravica, ki kar teče, ampak jo je treba obnavljati in je dobro biti pozoren na datum na odločbi in v mesecu, ko se izteče pravica, je treba ponovno dati vlogo za podaljšanje pravice, sicer bodo ostali brez. Zato bodo prejemnike pisno pozvali, naj podaljšajo pravico, saj bi sicer lahko ostali tudi brez zdravstvenega zavarovanja, poudarja Hrovatičeva.